Pozdravljeni. Velika nagrada Avstrije zagotovo ni razočarala. Kar so napovedovale že nekako kvalifikacije, smo videli tudi na dirki. Zanimivo, napeto, nepredvidljivo dirko, katero se bomo zapomnili še dosti časa. Imamo zmagovalce, imamo osmoljence. V vsaki kategoriji imamo več voznikov. Sigurno med največjimi osmoljenci so pri skuderiji Ferrari. Namreč Sebastian Vettel je dirko pokvaril že na kvalifikacijah, tista čudna okvara v njegovem pogonskem sklopu ga je spravila v položaj, kjer ni mogel doseči kar nekaj več, kar je. Kljub temu briljantnemu trenutku, ko je prehitel Lewisa Hamiltona. Prehitel je Hamiltona, potisnil ga je mesto nazaj, dokazal si je, da je na eni dirki hitrejši od svojega nasprotnika, a v končnem rezultatu, če pogledamo malo tisto lestvico, se dosti kaj ni spremenilo. Po drugi strani razočaranje za Charlesa Leclerca. Že druga zmaga, ki bi jo v navednicah moral zmagati, mu je ušla iz rok. Tu seveda gre predvsem krivda zgrešeni strategiji strani boksa Ferrarija, tisti napačni izbiri pneumatik v primerjavi z zmagovalcem Maxom Verstappenom, seveda tudi premalo defenzivna vožnja prav v tistih zadnjih krogih, v glavnem spet ena lepa priložnost, katero je izpustil. In čeprav rezultat dirke še ni dokončen, kajti pri prehitevanju sta se Max Verstappen in Charles Leclerc dotaknila in komisarji preverjajo to epizodo, sam menim, da je po tistem, kar je meni znano, zadeva čista. Tu ne bi smelo biti nikakršne kazni in nikakršnih ukrepov. Med zmagovalce seveda moramo prišteti ekipo McLaren. Tako Norris kot Sainz v točkah, 6. pa 8. mesto, perfekten rezultat. Še najbolj me je veselilo to, da ko so prišli čez cilj, Lando Norris po radijski zvezi vpraša svojo ekipo, kako je končal Sainz, ali mu je tudi njemu uspelo priti v točke. Dober rezultat tudi za Alfa Romeo Racing, oba v točkah, čeprav smo lahko pričakovali tudi kaj več od njih obeh. Končno točka za Antonija Giovinazzija, a od njega se pričakuje več kot le bogo točko. Med poraženci seveda tovarniška ekipa Renaulta, o Haasu bo govora še v naslednjih tednih. Williams kaže neke znake življenja, čeprav je še daleč od ostalih. Največja zmeda pa je v ekipi Red Bull. Pojavlja se zopet tisto vprašanje, kaj je ta skrivni element te kombinacije. Sam menim, da je to prav Max Verstappen. Kajti današnja zmaga gre predvsem po mojem osebnem mnenju zasluga njemu. Kljub temu, da je porazno štartal, da je porazno začel dirko, kar je lahko tudi krivda deloma trde pneumatike na umazanem delu proge, ni važno. Dokazal je z umirjenostjo skozi cel potek dirke, da je dozorel od tistega zaletavega, talentiranega mladeniča, je dozorel v nekoga, ki ve, kdaj počakati in ve, kdaj napasti. Tisti njegov drugi del dirke, tisti na hard pneumatiki, je bilo nekaj, kar si velja zapomniti. Kako je s kroga v krog dohiteval in prehiteval nasprotnike. Brez napak, agresivno, a pošteno. Njegova zmaga popolnoma zaslužena. Zmaga za pogonske sklope Honda, zelo velika spodbuda, čeprav smo videli na ravnini, da niso še na nivoju ostalih. A ni važno, zmagali so. In to je, če me spomin ne vara, prva njihova zmaga po tisti leta 2006, ko je z njihovo ekipo zmagal Jenson Button. Največji poraženci, po mojem osebnem prepričanju, pri ekipi Mercedes. Valtteri Bottas je bil celoten vikend izven faze, je po mojem mnenju v tisti njegovi padajoči formi, ni naredi tisto, kar mora narediti, a nobenega presežka. Pri Lewisu Hamiltonu se je pa pojavilo tisto, kar smo lahko videli pri mnogih ostalih dirkah skozi vse pretekle sezone. Vkolikor ni v boju za tista vodilna mesta, vkolikor nima pred sabo tistega direktnega stika s svojim nasprotnikom, izgubi vso motivacijo.
Nekako kakor da ga ni bilo na progi, kakor da je samo vozil do cilja, kakor da ni videl pred seboj tistega, kar bi lahko dosegel. V zadnji fazi dirke ga je prehitel Sebastian Vettel, kar je bil za njegovo psiho tudi določen udarec. Sicer oba v tej dirki nista pokazala tistega, kar znata, in za oba lahko štejemo med poražence. Vsekakor pa velja še enkrat poudariti fantastično delo, ki je napravil Max Verstappen, bolj kot Red Bull, bolj kot Honda, gre njemu ta zahvala za to zmago in pokazal je, da je on res najbolj talentiran izmed vseh teh mladeničev v novi Formuli 1, kajti zapomniti si moramo, da Max Verstappen in Charles Leclerc sta rojena istega leta. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.